Mednarodni mladinski strateški forum je tukaj v Mariboru in seveda tu ne sme manjkati niti poslanec Jure Ferjan. V bistvu ti še spadaš pod SDM, če sva tako odkrita. Ja, zagotovo, vsaj še kakšno leto po letih, tako da veseli me, da sem lahko danes tukaj s Slovensko demokratsko mladino in pa seveda tudi z Mlado Slovenijo. Gre za dogodek, po mojem mnenju, ki prikaže marsikaj. Na eni strani poudarek dialoga, sodelovanje in pa seveda tudi prenos, kot smo tudi že v tem uvodnem delu slišali, veliko izkušenj in znanj tistih, ki so se seveda tudi že izkazali v praksi, in ta prenos med mladimi znanj in izkušenj je izjemno pomemben. Veseli pa me tudi, da se s tem dogodkom, ki verjamem, da je kot prvi postavil sedaj nek cilj za tudi prihodnja leta, da bo glas mladih slišan. Prav gotovo, kot že govorijo, na mladih svet stoji, ampak vseeno, koliko se ti mladi zanimajo za politiko, koliko se zanimajo za to, da bodo nekoč oni prevzeli odgovornost? Na mladih svet stoji, zagotovo ne sme biti zgolj stavek, zgolj neka poved, ampak cilj, ki ga mora seveda politika zasledovati, ki ga moramo nekako kot družba poenotiti. In pomembno je seveda več vidikov. Eno je pri vsakem posamezniku, da si želi biti proaktiven, družbeno aktiven, da želi sooblikovati, ne pa zgolj biti del nečesa, in pa seveda na drugi strani tudi strani odločevalcev in tistih, ki kreirajo ali pa kreiramo slovensko politiko, da mladi dobimo priložnost. In veseli me, da v Slovenski demokratski stranki mladi imamo posebno in pomembno mesto. Prav zanimivo pa je povezovanje. Tako vi kot Mlada Slovenija nekako se povezujete, nekako skupaj organizirate razne zadeve, razne take projekte, kot je današnji. Povejte mi, koliko je pomembno to sodelovanje? V sodelovanju je moč in skupaj zmoremo, lahko v zadnjih mesecih mnogokrat slišimo. Če se lahko tudi seveda tukaj navežem na epidemijo COVID-19, skupaj zmoremo. Ko bomo precepljeni, bomo bolj zaščiteni, tako mi, kot seveda vsi naši bližnji, in seveda bo tudi javno zdravje boljše. In moč sodelovanja seveda se kaže tudi v takšnih dogodkih. Več glav več ve in znanje se seveda multiplicira in zraven je dodana vrednost, ko sodelujemo, ko si izmenjamo ideje in misli, in seveda, ko tudi včasih najdemo tisto skupno rešitev, ki je plod kompromisa, je seveda ta rešitev najboljša. In verjetno je to treba prenesti tudi v parlament. Zagotovo. In verjamem, da se bo tudi to nekega dne zgodilo. Vsak posameznik, ki tam sedi in dela, pa mora seveda k temu stremeti. Hvala lepa.